Pozdravljeni! Še preden se je ta čudna, kaotična sezona 2020 začela, smo videli, da so se uresničile napovedi in priča smo bili kar presenetljivemu prestopnemu roku. Seveda, sedaj imamo uradne novice in ne špekulacije. Daniel Ricciardo bo s tovarniške ekipe Renault šel v McLaren, Carlos Sainz mlajši pa namesto Sebastiana Vettela v Ferrari. In seveda postavili si bomo nekatera vprašanja in če bomo na njih dobili odgovore, bomo lahko razumeli marsikaj v ozadju tega trenutka Formule 1. A preden začnemo, bi rad samo spomnil na krajši izsek iz dokumenta, katerega je napisal Colin Chapman 17. julija 1975, kjer zavzame bistvo bolida Formule 1. Bolid Formule 1 ima en sam namen: zmagovati dirke. Če v temu ne uspe, ni nič drugega kot izguba časa, denarja in naporov. In mislim, da za voznika Formule 1 bi lahko rekli, da velja nekaj podobnega in v tem se strinjamo. Edina ekipa, katera se je približala tej maksimi od sezone 2014 naprej, mislim, da je lahko edino Mercedes. Vse ostalo bolj splet okoliščin, imeli so tudi malce sreče, a da bi katera izmed vseh ostalih ekip prišla blizu tistemu namenu zmagovati, mislim, da ne. In seveda, kakšno je resnično razmerje moči sedaj v sezoni 2020, ne ve nihče. Dosti je bilo govora po koncu zimskih testiranjih in mnogi izmed vas boste sedaj trdili, ja, nekateri so se lahko tudi celo malce skrivali. In tu bi rad vas malce popravil. Po mojem osebnem videnju so se vsi skrivali in pravo razmerje moči bomo videli šele na progi. Ampak sedaj se začnemo spraševati tista naša vprašanja. Zakaj je sploh prišlo do menjave? Je bil Sebastian Vettel res toliko predrag? Kako prednost lahko prinese Carlos Sainz mlajši v ekipo iz Maranella? Je zadeva samo na finančni strani ali je tudi kaj drugega v ozadju? Tu je treba pripomniti prvič to, da skuterija Ferrari je ena izmed glavnih nasprotnic tistemu budget cupu, o katerem smo govorili že dosti časa prej. Po drugi strani financirajo kariero Antonija Giovinazzija v Alfa Romeo Racing. In kdor mi sledi, ve, da nisem zagovornik Antonija Giovinazzija. Samo ne razumem, zakaj ga plačevati, če se ga potem ne uporabi. No, ena izmed skrivnosti, katere bo ostala za zmeraj zapisana v straneh zgodovine Formule 1. In vprašajmo se resno, kakšna je tista prednost Carlosa Sainza mlajšega v primerjavi s Sebastianom Vettelom? Morda ta, da ne bo ogrožal Charlesa Leclerca? Morda, ne vem. Ampak imeti moramo pred očmi nekaj. Letos v septembru bo Carlos Sainz mlajši dopolnil 26 let. Torej, njegova zrela kariera je v polnem razponu in če bo drugi voznik še v sezoni 2021 in 2022 o kakih sanjah o naslovu svetovnega prvaka, mislim, da ne bo nič. Sedaj, jaz ga osebno ne poznam in ne vem, kakšne so njegove ambicije. Mogoče ta prestop pravzaprav po mojem mnenju ni bil ne vem kako genialna poteza. Seveda, zaslužil bo več, sedaj pri McLarenu je dobil tam okrog neformalno $3 milijone. A pustimo sedaj to pri strani. Vemo, med Charlesom Leclercem in Sebastianom Vettelom niso bili pravzaprav prijateljski odnosi, čeprav mnogi viri navajajo, kako sta se dobro razumela še zdaleč od tega. In celotno čudno sezono 2020 bosta še zmeraj moštvena kolega. In vprašajmo se, kolikokrat bomo videli reprizo velike nagrade Brazilije 2019 in kolikokrat bomo videli čudne strateške poteze strani komandnega pulta Ferrarija. In tudi o tem sem že malce napovedoval v preteklosti. A vprašajmo se,
koliko bo to koristilo celotni skuderiji Ferrari pri osvajanju zmag in naslovov. In sedaj dve temeljni vprašanje. Kaj pa, če bo konec sezone Sebastian Vettel boljši od Charlesa Leclerca? Mnogi boste rekli, ja, saj ne bo, a pustimo mu možnost. Lani je bil le 24 točk za Charlesom Leclercem, a pred obema je bil Max Verstappen in to 48 točk pred Leclercem. In res, je tu sedaj kak smisel razbivati pare pred začetkom sezone, ko se pravzaprav še ne ve, kakšni bodo rezultati? Namreč, če bo Charles Leclerc nekako postavljen v tistega vodilnega voznika skuderije Ferrari, koliko časa ima, da osvoji že ta božji naslov? Namreč, če pogledamo malce nazaj, vidimo, da življenjska doba voznika v Ferrariju je tam 5-6 let, če malce izvzamemo kakšne izjeme. In Charles Leclerc bo sedaj v drugi sezoni, to se pravi, mu bo časa začelo zmanjkovati, če SF1000 ni konkurenčen. In seveda z drugim voznikom, kateri bo samo branil hrbet, tudi kakih velikih rezultatov, po mojem osebnem mnenju, ne bo. In kaj se bo zgodilo, če v sezoni 2020 bosta tako McLaren kot Renault na istem nivoju ali malce boljša kot Ferrari? Mnogi boste rekli, ja, saj se ne more zgoditi, lahko se zgodi in še kako hitro. Če so se malce vsi skrivali na zimskih testiranjih, mislim, da smo tam blizu. Vsekakor Red Bull je kazal izjemno formo. Mnogi izmed nas kritizirajo Sebastiana Vettla, kako se vrti na progi, kako izgublja živce in mislim, da sem bil tudi sam dostikrat med njimi. A je ena velika razlika med Sebastianom Vettlom in Simonom Jazbecem, najmanj v tistih 4 naslovih svetovnega prvaka. In v tej luči moramo gledati na njega. On se nima več komu kaj dokazovati. Če se bo odločil končati svojo kariero, mislim, da mu ne bo nobeden zameril in ga nobeden ne bo imenoval kot nekega poraženca. On je zmagal več, kot bomo mi vsi skupaj kadarkoli zmagali v motošportu. Če se mu bo ponudil sedež v Mercedesu, mislim, da bo zanimiva kombinacija, čeprav bi mnogi rekli, da Lewis Hamilton si ga ne bo želel poleg sebe v ekipi. Kaj pa vemo, mogoče mu bo izziv všeč. Zanimivo je pa nekaj drugega. V celotni sezoni 2020 bomo imeli kar nekaj pomembnih voznikov, kateri bodo vozili za ekipe, katere bodo zapustili. In do česa lahko pripelje to mogoče, in ponavljam mogoče, do podobne situacije, kot je bila tista, ki smo jo videli pri Danielu Ricciardu v Red Bullu. Ko se mu je zgodilo kar nekaj tehničnih okvar, kateri se nihče izmed nas ni znal razložiti, zakaj pravzaprav samo in edino njemu. Upam, da tega resno ne bo, a vseeno te poteze, katere smo videli pri tem prestopnem roku pred začetkom sezone, se mi zdijo bolj odraz nekega slabega dela pisarne za stikov z javnostjo, kot karkoli drugega. In da smo točni, McLaren je objavil prestop Ricciarda, preden je Ferrari obelodanil, da so sprejeli Carlosa Sainza mlajšega. Torej, videli bomo, kaj bo prinesla prihodnost. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.